Pravzaprav je v življenju zelo težko karkoli delati, če ne verjameš v iskrenost in dobroto ljudi. Ta funkcija nima veliko moči, ima pa moč besede. Če si tiho, ko so stvari kritične, si v bistvu sostorilec v svoji tišini. Vsaka pomembna funkcija prinese moč, odgovornost, a tudi osebno ceno. Redko katera funkcija deli javno in zasebno tako kot predsednica države. Danes se ne bomo le pogovarjali o funkciji, ampak tudi o človeku za njo. Z nami je predsednica države Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Zdaj pa preden se dotaknemo bolj kompleksnih, zahtevnih tem, bi se rad vprašal, kako bi se vi predstavili neki mladi osebi, ki vas pozna le kot predsednico? Morda je ena mojih pomembnih lastnosti, ki včasih prinese tudi kakšno težavo, priznam, neposrednost. Jaz poskušam vreči iz svojega nahrbtnika težke teme, vedno sem neposredna, odkrita, nisem zamerljiva, to je v politiki izjemno pomembno, sem res odkritosrčna, mislim, da me mnogi prepoznavajo, pa tudi samo sebe, no, je sicer težko opisati, ampak mislim, da imam srce, da sem vedoželjna. Zelo rada sem med ljudmi, meni ljudje napolnijo baterije, ne samo za tisti dan, ko sem med njimi, ampak kar za več dni vnaprej. Znam biti strpna, čeprav sem se tega morala naučiti čez funkcijo. Sem sicer bik po horoskopu, ne, bikci smo taki, da gremo čez zaprta vrata, pa potem malce glava boli, ampak vse to z leti pridobiš. In eno stvar sem se pa naučila v življenju, da je življenje eno samo učenje. Ampak vrednot na tej poti pa ne spreminjam. To so lastnosti ne samo dobrih funkcionarjev, ampak tudi v bistvu ljudi. Ja, in tukaj vam bom tudi povedala še eno stvar. Verjetno ste se v šoli učili o Gaussovi krivulji, ker imaš negativno in pozitivno stran te Gaussove krivulje, v 90% nas je pa večina. In jaz še vedno verjamem, da je večina ljudi na tem svetu, ne samo v Sloveniji, dobrih. Če ne bi v to verjela, veste, bi bilo zelo težko delati na tej funkciji. Pravzaprav je v življenju zelo težko karkoli delati, če ne verjameš v iskrenost in dobroto ljudi. Dobiš veliko polen pod noge na tej poti, srečaš tudi veliko, morda je zlobnih, pregroba beseda, ampak vendarle tudi takšni so med nami. Najbolj pomembno pa je, da imaš okrog sebe ljudi, ki so ti pisani na tvoj karakter, ki razumejo tvojo dušo, s katerimi se lahko odkrito pogovarjaš o čisto vsem. Namreč odkritost, predvsem v političnem poklicu, je izjemno pomembna. In moje svetovalke in svetovalci imajo nalogo, da me opozorijo predvsem takrat, ko kaj delam narobe. Če te samo hvalijo, zgubiš občutek. Oziroma, zgubiš občutek, po drugi strani pa pridobiš morda nek občutek veličine, pa je nimaš v sebi. Veličina se kaže ravno s tem, o čemer se zdaj pogovarjava. Da znaš sprejeti kritiko, da znaš popraviti napake, kar je najtežji proces v življenju. Ja, skromnost je res neka lepa lastnost, no, in je ključna in za politike in za ljudi na splošno. Pa mogoče ne bi toliko govorila o skromnosti. Veste, ko govoriva o skromnosti, imajo mnogi nek občutek, da je treba znati živeti za zelo malo. Jaz pa pravim, različni ljudje smo, različno smo uspešni v življenju, treba se je pa naučiti živeti z manj, a bolje. To je nekaj, kar je filozofija recimo zelenega, dolgotrajnega razvoja. Morda je bolj prava beseda kot skromnost, predvsem to sem spoznala na tej funkciji in to ti ta funkcija da, ponižnost. Vedno se moraš zavedati, zakaj si na določenem položaju, v politiki še toliko bolj, ker moraš delati v imenu ljudi in za ljudi. Ne, v imenu ljudi hitro posvojiš, izvolijo te. Potem pa na svoji poti politične kariere nemalokrat, pa bom kar rekla v prvi osebi množine, pozabljamo, zakaj smo tukaj. In če te ljudje okrog tebe opozarjajo na to, jaz to jemljem samo kot en velik plus. No, kot ste že omenili, je velika odgovornost do družbe, kar tudi terja neko ceno.
Kdaj pa ste se na zadnje počutili res neobremenjeno, brez protokola, funkcije, obremenitev? Takih trenutkov mora biti v življenju čim več. Ko pa enkrat prideš na to funkcijo, je pa seveda malo, da ne rečem premalo. Ampak si je treba vzeti čas, treba je biti to, kar si, kar na funkciji pogosto ne moreš vedno pokazati. Jaz se sicer trudim, da ljudje prepoznavajo to, kar delam, prepoznavajo v tem tudi Natašo, ne predsednico republike. In vsak človek na tem planetu mora imeti neko oazo, v katero se lahko zateče, da izprazni nahrbtnik, kot sem rekla, da si napolni baterije, kot sem rekla, in da razmisli o tem, ali dela prav in ali dela po svoji vesti in poštenju. Takrat je treba glavo popolnoma sprazniti. Težave so del življenjskega procesa. V politiki jih je, ne moreš reči, da bi jih preštel na prste ene roke, ker so prsti na rokah in nogah premalo. Ampak rabiš ta odmik za to, da dobiš tisto novo energijo, morda nek drugačen pogled na določen problem, in potem jih je lažje reševati. Ampak bistvo vsega na koncu, če želimo delati dobro in reševati probleme, rabimo pa sodelovati. Politike pa sodelovanja na momente zelo malo, predvsem pa je, in to opažam na svetovni in na, rekla slovenski, nacionalni ravni, je zaupanja med nami premalo. Moralo bi ga biti več, ker ne nazadnje, veste, na koncu imamo vsi isti cilj. Vsi bi radi živeli v lepi, ekonomsko močni domovini, kjer bi bil prostor za vse, in kjer bi vsi živeli dokaj dobro. Eni malce bolje, eni malce slabše, ampak skozi to zaupanje bi se dalo narediti mnogo več. To je morda ena od stvari, ki me je osebno najbolj streznila v politiki. Kako malo znamo priti naproti drug drugemu, se poslušati in si na koncu seveda zaupati. To je seveda vedno stvar človeka. Vsako funkcijo naredi človek in ne funkcija človeka. To bi morali imeti vsi v glavi. Ampak recimo, da upanje umre zadnje. Jaz imam to pot, pri meni so vrata odprta za vsakogar. Jaz se res pogovarjam z vsemi. Se velikokrat ne strinjam s kom, s katerim se pogovarjam, in si na koncu rečemo, se strinjamo, da se ne strinjamo, gremo naprej, dajmo se dobiti čez en teden, morda bodo glave bolj trezne, pa bomo našli kakšno rešitev. Skratka, v politiki se puške v koruzo ne meče. Pa mislim, da kar tudi v kakšnih mnogih drugih poklicih. Ja. To je v življenju, se puške v koruzo ne meče. Drži. Čeprav pa in življenje je eno samo veselje, je pa tudi trpljenje. In ko imaš ti po tej sinusoidi življenjske krivulje, vzpone in padce, je najbolj pomembno, kako močan si, ko prideš nekam na dno. Takrat se je treba znati pobrati in ne zapasti v neko apatijo in reči, to res nisem jaz, saj se nič ne da, grem v cono udobja, pa mi bo fino. Tega si jaz v življenju nisem nikoli privoščila. Ja, pomembno je, da ni samo v bistvu zabave, pa da ni samo v bistvu trpljenja. Vsakega pomalo. Ja. Saj trpimo ne radi. Ja. Ampak mislim, da bi bili zelo naivni, če bi rekli, da na tem svetu obstaja človek, ki nikoli v življenju ni po krivulju padel nekam nižje, kjer si je želel. To je pač del naših življenj. Kar tudi zgradi karakterno. Drži, vse potem od karakterja in od ljudi odvisno. Zdaj pa, kakor smo se že dotaknili, funkcija predsednice zahteva kar nekaj zadržanosti. Kaj pa je tisto, kar bi kot državljanka povedali, če bi smeli? Oziroma je malo proti Zdaj ste mi postavili zelo zanimivo vprašanje, na katerega vam seveda ne morem dati odgovora, ker če ne morem tega povedati v javnosti, tudi vam ne bom. Ampak na tej funkciji se res naučiš tiste previdnosti, zaletav tu ne smeš biti. Ne sme biti prva misel, ki ti pade na pamet, tista, ki jo tudi izrečeš. To ni dobro, jaz se tega učim še danes. K sreči imam zelo dobro ekipo, s katero se izjemno dobro razumemo, sodelujemo, predebatiramo težavne teme in skupaj stuhtamo, kdaj in kaj je primerno v javnosti reči. Sem pa mislim, da na tej funkciji, ki jo opravljam že z največjim veseljem 3 leta, vendarle javnosti dokazala,
to, kar sem na začetku predvolilni kampanji obljubljala, da tiho ne bom. Ne za vsako ceno in ob vsakem primeru, ki se zgodi, ampak takrat, ko mislim, da se predsednik oziroma zdaj predsednica mora oglasiti, to po tehtnem premisleku storim. Ne živim, bom še enkrat ponovila, v coni udobja in mislim, da je prav, ker veste, ta funkcija nima veliko moči, ima pa moč besede. Funkcija je sicer umeščena v izvršilno vejo oblasti z nekaj pooblastili, zelo okleščena so pooblastila predsednika v Republiki Sloveniji, ampak takšna je ustava, s tem je treba živeti. Sem pa dobila ta občutek in mislim, da me ne vara, da ljudje pričakujejo, da se predsednik oziroma predsednica oglasi, ko je kakšna tema, o kateri je treba povedati svoje mnenje. In povedati svojega mnenja se nikoli ne bojim. Ja, če je neka stvar, za katero je res pomembno, da se reče, je pač brez veze, da se o tem ne spregovori na glas pred ljudmi, pred javnostjo. Veste, kaj se je treba v politiki zavedati? Da če si tiho, ko so stvari kritične, si v bistvu sostorilec v svoji tišini. Ker s tišino stvari ne boš premaknil. In moj moto je, dajmo se pogovarjati o stvarih, ker če se ne bomo, se ne bo zgodilo nič. Če se pa pogovarjamo, bomo pa morda lahko kaj skupaj naredili in stvari premaknili. Morda, ni nujno, ampak če si pa tiho, je pa zagotovo rezultat nič. Brez dialoga se v bistvu stvari ne premaknejo. Politika je, večkrat ta stavek povem, umetnost sklepanja kompromisov, ampak ne gnilih. Ja, čeprav dialog se v politiki vse bolj izgublja, no, vsem smo ga deležni. Bolj monologi, so na momente. Oziroma, morda se kdaj tudi kdo dela, da je udeležen v nekem dialogu, ampak če si ti v nekem dialogu, moraš poslušati, seveda tudi slišati in odreagirati. Biti samo prisoten in poslušati in nazaj reči, tako bo, kot sem jaz rekel, to ni dialog. To je na koncu vendarle monolog do tistih, ki te poslušajo. Zdaj pa bi vas vprašal, če ste kdaj v svoji politični karieri podvomili vase? Vsak dan. To je tudi del, veste, nekega procesa odraščanja ali pa pridobivanja modrosti. In nikoli ne veš dovolj, nikoli ne boš vedel vsega. Tak zadnji, ki je vedel vse na tem svetu, je bil Aristotel, ni več človeka, ki bi vedel vse. Tako da jaz si ne delam utvar, da sem pojedla znanje tega sveta z eno žlico. In ta vseživljenjski proces učenja, pa ne samo, veste, pridobivanja znanj z določenih področij, ampak predvsem učiti se, kako biti moder, preudaren, sodelovalen, solidaren. To niso stvari, ki so ti, rekla, v zibelko položene in jih od takrat naprej imaš. Starši ti dajo določene vrednote, šola v vzgojno-izobraževalnem procesu in potem poklic, ki ga opravljaš. Vse to te determinira in te naredi potem za človeka, kakršen si, recimo v nekih zrelih letih, v katerih danes jaz sem. Zdaj ste omenili starševstvo. Kaj vidite, da je funkcija staršev, glede na to, da danes v bistvu vse manj sprejemajo to vlogo in se osredotočajo na kariero ali pa dajo svojemu otroku telefon, da jih zabavlja? Vsak starš se mora zavedati ene stvari, ta je izjemno pomembna. Tvoj otrok, sin ali hči, mora vedno imeti občutek, da se lahko obrne nate, ko mu je težko. To je, mislim, da glavna stvar. Opora v družini je osnovna opora te osnovne življenjske celice. Če tam te opore ni, jo bo posameznik iskal drugje. Lahko jo bo iskal na popolnoma napačnem koncu. Lahko bo zapadel v še hujše težave, kot jih imate, tudi mladi, ampak če bomo starši znali prisluhniti, pa sva spet pri dialogu, se je treba kdaj, rekla, po mizi udariti in reči, to je pa zdaj tako, prosim, ne delaj tega, ampak bistveno je, da znaš poiskati jedro problema. Če do otroka nisi odprt, ti ta na koncu ne bo več zaupal. In ko zgubiš zaupanje, pa sva spet pri zaupanju, je pot bolj slabo tlakovana za naprej. To je tisto, kar moj sin vedno ve, da kadarkoli je kaj, bo vedno lahko do mene prišel, zelo razume poslanstvo, ki ga danes opravljam, namreč to funkcijo jemljem kot poslanstvo, ampak imava en tak prijeten odnos in če kaj, sem res zadovoljna, da je te
obče človeške vrednote, ki jih jaz kot liberalka, moram povedati, jaz liberalka po, rekla, svetovno-nazorskem prepričanju imam, da sem jih prenesla tudi na sina. Predvsem je to spoštovanje dostojanstva čisto vsakega človeka. Če moj sin ne bi, ko bi prišel k meni v službo, pozdravil čistilke, bi ga okarala zagotovo. Pa ima to v sebi. Ne? To je res osnova. Spoštuj vsak poklic, spoštuj vsakega človeka, dokler ga ne spoznaš dovolj dobro, ga ne sodi vnaprej. Je pa tako v življenju. Nikoli ne boš imel prijateljev na stotine. Prijateljev vsak lahko prešteje pa res na prste ene roke. A ne? To so tisti, ki jih spustiš v tisti nek svoj prvi krog. Tisti, ki te ne sedejo na dušo, pač ne bodo prišli blizu tebe. In to, kar je treba otrokom tudi povedati, nikoli ne boš prijatelj z vsemi, niti te nikoli vsi ne bodo imeli radi. S tem moramo živeti. In če znaš potem voziti slalom ali pa veleslalom med vsemi temi črmi, se mi zdi, je to največ, kar lahko daš sebi in seveda potem tudi svojim otrokom. Treba se obkrožiti z ljudmi, ki ti zaupajo, oziroma ti njim zaupaš. Ja, ki ti lahko povedo čisto vse v obraz, kar ti gre. Pa jim ne smeš zameriti. Prijatelj, ki ti v bistvu ne pove, kar si misli, oziroma ko nekaj delaš narobe. V bistvu. Prijatelj ti bo povedal več kot rojstna mama ali sestra ali oče. Ne? Pa so tudi moji starši zelo odkriti do mene, da ne bo pomote in sestra. Ampak od prijateljev slišiš stvari, ki jih morda zaradi tesnejše povezanosti v tej ožji družinski celici, te, ki so ti blizu, ne vidijo. Ne? Prijatelj vidi več. Morda je velikokrat tudi tako, da si s prijatelji več, kot si z sestro ali bratom. Tako pač je v življenju. Velikokrat, ja. Ja. No, zdaj smo se dotaknili veliko vrednot. Kaj pa bi bila vrednota, ki je res pomembna, ampak vas je stala nekega odrekanja, oziroma ste jo plačali z neko, kako naj se izrazim? Ja, ta moja odkritost in neposrednost, ne, saj sva že na začetku rekla, da to prinaša pluse, ampak velikokrat tudi minuse. Ampak ko si enkrat odkrit do sebe, ko znaš to sprocesirati, in veš že vnaprej, ko boš nekaj rekel, da ne bo vsem prav, pač v to greš. A ne? Če se boš pa ti spustil v neko polje, kjer boš hotel biti všečen vsem, pa to vsaj zase lahko rečem, ne boš več ti. Boš neka maska, boš neki igralec, ampak vam bom pa takole povedala, ljudje imajo senzorje in to zelo dobre. Če igraš, se to že nadaleč prepozna. In jaz igrati ne znam. Treba je biti v bistvu odkrit. Sam ti. Ja. Tako. Kako pa ostanete pristni v tem svetu? No, zdaj se spet dotikamo podobnih tem, ampak kjer se vsak stavek razčleni, objavi in kritizira. Ja. Tu pa vsaka, ne samo beseda, tudi vejica in pika štejeta, a ne? Hvala lepa, vejca gospodična, ali pa hvala, vejca, lepa gospodična. Ne? Je pomen čisto drugačen in jaz se tega zelo zavedam. In vsaka beseda, ki jo izrečem, je izjemno pretehtana. Sploh tiste, ki jo zapišemo. Saj veste, v pogovorih, ne, tam je miselni tok drugačen. Včasih tudi povem kaj, kar mogoče zapisala ne bi, ampak pogovor mora biti spet iskren, mora biti fluiden, mora teči, drugače je dolgočasen. Brez veze, da se lažira neke politične izjave. Veste, teh političnih floskov je na zalogi vsakega politika dovolj. V tem trenutku ne bi komentiral, morda me pokličite čez 3 dni, bom razmislil. Kaj si s tem povedal? Da boš lepo natipkal, kaj bo PR ekipa natipkala, kaj si misliš, pa bojo poslali. Tukaj vam moram pa tudi povedati eno stvar. Ne? Če je percepcija vas mladih, da tisto, kar napiše PR ekipa, predsednica ni požegnala, se zelo motite. Vsaka stvar, ki gre iz naše hiše ven, je na koncu pri meni na mizi in če mi kaj ni všeč, tudi povem in potem popravljamo in pilimo. Nikoli si ne dovolim, da bi moja ekipa v mojem imenu pisala nekaj, česar jaz ne bi videla. Ja, ampak to je temelj dobrega politika. No. Verjetno se tudi seveda, pa ti, ne vem, nekdo drug nekaj napiše, pa ti v enem intervjuju, a se spomnite, ko ste napisali to gledati? Jaz sem to rekla, ok. Pa se delaš, da nekaj veš. Ja. Pa prosiš, da zrežejo ven iz epizode. Kaj pa, če bi Slovenijo opisali nekemu
tujcu, kako bi opisali, kaj gradi Slovenijo? Jaz imam vedno en širok nasmeh na ustih, ko govorim o Sloveniji. Jaz imam Slovenijo neskončno rada. In veste, ko sem prišla v politiko, sem bila v bistvu zelo nesrečna, na momente tudi jezna, čeprav jeza v politiki ni dobro čustvo, da se je domoljubje asociiralo samo z desnim političnim polom. Tudi liberalci imamo radi svojo domovino. Imamo druga načela, drugačen pogled na svet, ampak jaz sem domoljub. Imam Slovenijo rada. In ko Slovenijo opisujem, jo opisujem z enim takim žarom, ker spet, če smo govorili, da funkcijo naredi človek, tudi državo naredijo ljudje. In v Sloveniji sem jaz srečala toliko srčnih in dobrih ljudi, da vam jaz ne morem povedati, koliko je te dobrote, solidarnosti, čutnosti. Veliko držav nam zavida, rekla eno področje, gasilstvo. Mi imamo 170 000 srčnih gasilcev v Sloveniji in me vsi sprašujejo, kako ste dosegli, da je to tako zelo popularno. Več kot 150 let je gasilstvo prisotno na slovenskem ozemlju. In jaz mislim, da ima slovenski narod zelo dober občutek za trpljenje drugih ljudi in to se pokaže v hudih stiskah, požari, poplave, takrat naša solidarnost udari na polno ven v vsem svojem sijaju. Jaz mislim, da večina slovenskega naroda zelo, zelo dobro ve, kako trpijo v Palestini, kako trpijo v Ukrajini in na vseh vojnih področjih. Slovenija nikoli ni bila država, ki je začela vojno. Slovenija nikoli ni bila kolonialna država. Morda nas včasih ta pretirana skromnost tudi potiska nazaj. Namreč imeti državo je velika odgovornost. Država mora imeti svoje atribute, ne more biti na vseh področjih skromna, ker je vendarle potrebno povedati, da državo imamo, da jo gojimo, da se zavedamo, kakšne odgovornosti pripadajo, ko pač si samostojen. Slovenija je dežela uspešnih športnikov. Mene vprašajo, pa kaj vi delate, da ste vedno med prvimi 3 po medaljah na prebivalca na svetovnih prvenstvih, olimpijadah. In nimam preprostega odgovora. Včasih se pohecam in rečem, zelo dobro vodo pijemo. Ne? Mi smo 110% samozadostni na vodi. Naši vodni viri so res naša nafta in so zlata vredni. Ja. In ta majhnost, ki je majhnost samo geografska, jaz je ne jemljem kot majhnost v naših glavah, nas sili, da delamo več, da se pokažemo, da smo dobri. Jaz imam svoje lastne izkušnje, recimo. Ko sem jaz postala predsednica nadzornega odbora za Europol, smo nadzirali baze podatkov v Hagu, Europol ima ogromne baze podatkov, je to funkcija, kjer te pooblaščenci za varstvo osebnih podatkov izberejo izmed sebe. In do takrat, ko sem jaz bila na tej funkciji, so to funkcijo zasedali predstavniki velikih držav. Jaz pa nisem bila tiho na teh sestankih, sem se oglašala, razmišljala, podajala strokovne predloge, študirala kot nora in v 2 letih, ker sem sedela v tem odboru, sem očitno pridobila toliko zaupanja med svojimi kolegi, da so me po 2 letih izvolili za predsednico tega odbora. In v športu je zelo podobno. Ko ti prihajaš iz geografsko in številčno majhne države, ki se ukvarja z vsemi mogočimi športi, in seveda z bistveno manj sredstvi, kot jih imajo na Kitajskem, Združenih državah Amerike, v Nemčiji ali Franciji, če želite, je treba seveda delati bistveno več. In ta delavnost v slovenskem narodu je nekaj, kar nas pelje naprej. Pa vzamemo šport, vzamemo znanost, vzamemo gospodarstvo, dobro, v politiki pa lahko debatiramo. Smo zdaj dovolj progresivni in glasni. Tu se pa v geopolitičnem prostoru seveda geografsko majhne in številčno manjše države seveda upošteva bistveno manj kot tiste velike, ki imajo ekonomsko in vojaško moč. Ampak vseeno, nismo tiho. Nismo tiho, to je pomembno, da se vsaj trudimo. Tako je. Ampak to v bistvu tudi amplicira dosežke, glede na to geografsko majhni, ampak vseeno izstopamo na zelo velikih področjih. O ja, veste, koliko imamo mi izvrstnih znanstvenikov, izvrstnih gospodarstvenikov, ki v bistvu, za katere sploh ne vemo, da obstajajo, pa so uspešni na svetovnih trgih.
In tudi v gospodarstvu se zavedajo, kako zelo je pomembno najti nišne produkte. Ne. Slovenija ne more delati jedrskih reaktorjev. Ne. Lahko pa delamo brisalce za čelade, ki smo jih zdaj prodali francoski policiji. Ne. To so produkti, recimo, ki nas delajo uspešne in smo cenjeni v svetu. Lahko vam iz prve roke povem, da smo in politično, potem, ker smo naredili v Varnostnem svetu kot nestalna članica zadnje 2 leti, in slovensko gospodarstvo je cenjeno, ker na koncu ponuja vrhunske produkte. In če hočeš biti ti kot majhen dober, moraš v tistem nišnem segmentu pokazati maksimalno kakovost, ki jo lahko dosežeš. In to Slovenija je. Zdaj pa bi vas vprašal, mogoče, da smo se tega že dotaknila, ampak kako vas je moč spremenila? Moč in vpliv, no. Čeprav predsedniška moč ni tako izrazita kot, ne vem, ustavno sodišče oziroma parlament. Največja moč je na predsedniku vlade in vladi. Tam so seveda denarji, tam so seveda dnevne odločitve, to je izvršilna veja oblasti, ki ima neizmerno moč. Jaz mislim, da me ta moč imaš jo malo, tiste, ker res lahko rečeš, ne, jaz se bom tako odločil. Ampak vseeno, to je najvišja funkcija v državi. Jaz sem vodja države, head of state je to po angleško. Jaz predstavljam državo navzven, v zunanje političnem svetu. In če kaj, bom še enkrat vendarle ponovila, da ne čutim te funkcije kot moč, ampak ta funkcija je mene res naučila ponižnosti. Pa ne zdaj ono, da bom jaz sklonila glavo, ne? Ampak ponižnosti v tem, da skušaš iskati rešitve, da se pogovarjaš z vsemi, da se zavedaš, da ne veš vsega. Se ponavljava, ker sva že rekla, nič hudega, če poveva večkrat, zato ker se mi zdi, da je pomembno, da se to sliši. A ne? Moč na koncu, veste, je, če jo imaš veliko, moraš biti seveda bistveno bolj previden. Več razuma, čustvene inteligence je treba takrat pokazati. In en stavek v angleščini obstaja, se ga pa prevedla tudi v slovenščino. Power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Torej, moč povzroča koruptivnost, a ne? Absolutna moč pa je absolutno koruptivna. A ne? Tako da tukaj tudi v svetovnem pogledu danes gledamo strahovite tektonske premike strani politikov, ki se ne zavedajo, da s to svojo aroganco zaradi moči, ki jo imajo, delajo družbi škodo. A ne? Ravno pred kratkim sem brala eno analizo Nemškega raziskovalnega inštituta, ki merijo, koliko avtokratskih in koliko liberalnih držav imamo na svetu. In lansko leto, to je analitika za leto 2025, so avtokratske države prvič presegle liberalne, demokratične države. To je kar strašljiv podatek, veste. Od teh, kolikor so jih merili, je 91 že avtokratskih, 88 pa liberalnih. Ampak vam bom povedala še en bolj strašljiv podatek. Od teh 88 liberalnih držav predstavlja samo 12% vse svetovne populacije. Ampak jaz pa ne želim živeti v svetu avtokratov in nedemokracije. Demokracija je vedno nek kaos, neka zmeda. Ne? Ampak jo imam veliko rajši kot diktaturo in avtokracije, kjer pa lahko res za vsako besedo praktično ali te ustrelijo ali pa te pošljejo v zapor. A ne? Dajmo se navaditi živeti v tem rahlem kaosu, ki ga demokracija prinaša, ampak je še vedno najboljši sistem, kar smo ga izumili, če mene vprašate, ki omogoča svobodo in dostojanstvo posameznikov. Ene države so pri tem bolj ali manj uspešne. Vse je odvisno tudi, veliko je odvisno od ekonomske moči posamezne države, predvsem v socialnem delu, a ne? Ampak Slovenija je po tako imenovanem Gini indeksu, ki meri moč srednjega razreda, 4. na svetu. Pri nas je srednji razred še vedno jedro tega, kar Slovenija je. Se razkorak med bogatimi in revnimi malce povečuje, moramo biti pazljivi, ampak dokler bom jaz na tej funkciji, bom zagovarjala socialno državo do zadnjega diha. Ja, v avtokraciji v bistvu niti ni dialoga, na katerem temelji v bistvu družba, ki... Veste, kaj je bistvo diktature in avtokracije? Da se okrog despota naberejo ljudje brez hrbtenice.
To bi bila moja definicija diktature. Kot Ivan Cankar v Hlapcih, da bo ponosna profesorica za slovenščino. Ja. Kaj pa, ko bo ta funkcija enkrat za vami, po čem bi si želeli, da se vas ljudje in mladi spominjajo? Zdaj, dejstvo je, da sem prva predsednica v zgodovini Republike Slovenije, torej prva ženska na tem položaju, ampak si ne bi želela, da se me zapomnijo samo potem. Res je, da se bom potem zapisala v zgodovino, ampak želela bi si, da si me zapomnijo po tem, da res verjamem v sodelovanje, da verjamem v tem, da smo mi danes tukaj zato, da tlakujemo prihodnost vam, ki prihajate za nami. Morda ne bo odveč tukaj en stavek, ki ga tudi velikokrat povem, kaj je razlika med politikom in državnikom. Politik je tisti, ki dela tako, da bo zmagal na naslednjih volitvah, državnik dela za naslednje generacije. In jaz res poskušam gledati 3 korake naprej. Ogromno sem med starimi, med starejšimi, ogromno sem med mladimi in moja naloga je biti most med vsemi temi družbenimi skupinami in potem do, bom rekla, izvršilne politike. Želela bi si, da si me zapomnijo po načelnosti, po poštenosti. Jaz sem prišla v politiko brez nahrbtnikov. Jaz nisem bila nikoli članica nobene politične stranke, tudi danes nisem in nikoli ne bom. To je moja zaveza meni osebno. Je seveda zaradi tega težko, ker sem včasih dobivam klofute z leve in desne, ne včasih, to je kar na tedenski bazi, ampak želela bi si, da si me zapomnijo po tem, da sem res dala vse od sebe in bom še te 2 leti. Maksimalno garam, ni mi žal sekunde, tudi mi ni žal, da sem se odločila za to pot, čeprav se mnogokrat, veste, na tej poti vprašaš, kaj pa je meni tega treba bilo, a ne? Ampak to so trenutki, ko sprašuješ sam sebe, ali si na pravi poti ali nisi, ne trajajo dolgo in potem grem z vso energijo naprej. Želela bi si, da me vidijo kot človeka, ki želi Sloveniji samo odličnost in dobro in to za čisto vse, ki prebivajo tukaj. In bom kar rekla, Slovenke in Slovence, državljanke in državljane in prebivalke in prebivalce. Vsi so moji. No, velikokrat potem tudi slišim stavek, da se malce pohecati, ko nekdo reče, vi pa niste moja predsednica. Jaz sem, hočete, nočete, jaz sem predsednica Republike Slovenije, ni pa nujno, da se strinjate z mano. To pa spoštujem, sprejmem, ampak jaz sem vaša predsednica. Po ustavi je določeno, ni tukaj govora. In jaz še enkrat nikomur ne bom zaprla vrat. Sej to je svoboda govora, temelj demokracije, vsak lahko reče, kar si misli. In v diktaturi je nimaš. Predstavljite si, kako je živeti v takšnem okolju, kjer samo doma lahko razmišljaš svojo glavo. Pa še to kdaj ne. Pa še tam se rajš cenzuriraš, ker ti mogoče že čez stene poslušajo. Mogoče še za konec, glede na neke trende, ki jih vsi upisujejo kot dekadenco vrednot. Kaj bi svetovali mladim, da ostanejo pošteni, zgledni, ampak tudi uspešni v našem svetu? Na koncu gre z roko v roki. Veste, človeku bomo rekli, da je uspešen, če bo tudi ostal človek pošten z integriteto. Nekdo je lahko zelo veliko denarja dobil na neki poti, nekdo je lahko to dosegel tudi s kakšnimi nezakonitimi aktivnostmi in tak človek zame nikoli ne bo uspešen, pa če ima 100 jaht. Skratka, to mora iti z roko v roki. Ne se bati uspeha, ampak zavedajte se pa ene stvari. Na poti do uspeha bo tudi veliko neuspehov. Bo veliko padcev. Takrat je treba zbrati vso energijo in moč, da greš naprej. In vedno se da. Ne morda po isti poti, po kateri si mislil, da boš lahko šel, ampak poti je vedno več. Na koncu je pa le ena prava. In ta prava je tista, ki pokaže človeka v najboljši luči. Spoštovanje, dostojanstvo, tudi pogum, rabiš ga na tej poti, zmernost do okolja, zmernost v tem, kar počnemo. Pa spet ne, jaz nisem rekla socialist v tem smislu, da bi vsi morali biti zmerno revni, pa nihče bogat. Zelo me skrbi pretirano kopičenje bogastva v neoliberalnih sistemih, ko ti posamezniki že preprosto niti ne vedo, koliko ga imajo in kaj bi s tem. Tako da tukaj se bo v prihodnosti verjetno moralo nekaj spremeniti. In
pot naj bo vedno tista, ki si jo izberete sami. Morda iz tega lahko dam še zadnji nasvet. V življenju boste dobri zgolj in takrat, ko boste tisto, kar delate, delali s srcem in z veseljem. In mladi, morate ta prvih 15 let svojega profesionalnega poklicnega življenja na enih 5 let menjati službe. Potem pa vidiš, kje se najdeš, kje dobiš tisto perfekcijo, ne, ki jo izpopolniš do nule in potem to do penzije furaš do zadnjega detajla z vrednotami, ki jih imaš. Pa naj bodo konzervativne ali liberalne. Veste, konzervativne in liberalne vrednote ne smemo gledati kot na vrednote, ki so dobre in slabe. Meni so konzervativne vrednote lahko čisto ljube. Problem pri enih ali drugih vrednotah pa je, če postanemo agresivni do tistih, ki nimajo istih, kot jih imate vi. Tam se nam pa začne zapletati. A ne? Tako da spoštujte tudi tiste, ki imajo druge vrednote, da je zaključiti s tem. Ja. Ne, sej tega je v svetu vse več. No, da Žal. ne razumemo drugih vrednot drugih. Nočemo jih razumeti ali pa nam jih tudi politiki predstavljajo kot nevarne. Ja, zelo lepa misel za zaključek. Rad bi se vam še enkrat zahvalil, da ste se nam pridružili in da upam, da ste inspirirali tudi kakšno mlado osebo, da se pridruži v politiki. S kakšno vrednoto več? Morda tudi to. Ne? Naj vas ne bo strah politike. Mi bomo odšli. Priti morate novi, mladi, z novimi idejami. In pojdite, če se boste odločili za politiko, vanjo z odprtim srcem. Hvala. In hvala za priložnost, gospod Sergej, z veseljem. Prav prijetno mi je bilo. Evo. Hvala. Prosim.